zanimivo pri tej razstavi, mislim, pri tem izboru. Jaz sem se osredotočil na te občutke v vseh tistih točkah, kjer sem posnel slike. In po eni strani, če bil v Ameriki tudi pred to potjo, ampak na tej poti sem prišel do nekih občutkov, ki jih verjetno vsi poznamo iz gledanja ameriških filmov, hkrati je pa vse neka neznanka, nekaj znanega in neznanega. Eno vprašanje za Boruta. Vemo, da je začel pri Tribuni in da je že 20 let zvest mladini. Je to neka duhovna klima, intelektualno okolje, ne vem, politično prepričanje, ali pa neko okolje, ki mu je blizu, ali je to zgolj naključje? Jaz sem še vedno svobodnjak, to se pravi, da nisem zaposlen. Vedno sem bil dovolj delati stran od jedra, kar meni osebno daje neko svobodo. V bistvu težko se vežem na nek občutek svobode mi zelo veliko pomeni in nikoli nisem niti prosil, vprašal. Bilo je predvsem glavni razlog po moje bilo to, da smo bili takrat v tistih časih dosti dobro razdeljeni, ekipa je bila precej večja, recimo bilo se enih 5 fotografov, novinar je bilo tudi precej več in so bile neke take dvojke, trojke novinarske ekipe in enostavno je bilo to radost dela. Jaz sem tam rekel, kaj če bi mi nekega trenutka vsi prišli, fototermin, ker to je tako, to je rekel zelo prostaško. Mi čakamo tam v neki sobci, pride trenutek, ko so veliko že pripravljeni, da mi stopimo, mi pridemo v enem hipu, se zvrstimo in potem se borimo en čez drugega in jaz sem zdaj že malo star za to, ampak tako se ponavadi v te zadnji vrsti, tako da imam ponavadi najslabšo sliko. In sem rekel, kaj če bi mi enkrat vse to naredili, pridemo, smo točni, ujamemo, pridemo not, fanta sedita, mislim bi rekel, predsednika sedita in mi ne slikamo. Pridemo not, da so predsednik glasnika, predsednik slikita. Konec termina, konec, hvala, gremo. A ne bilo to lepo? Res, to je ena stvar, ki on vidi se, da razmišlja, vidi se, da dejansko dela za svojo glavo in je te povabil, da poveš par besed temu projektu Praznine, ki je izjemno zanimiv, drugačen, seveda od tvojega dela. To je bil pravzaprav lightbox, ki je žarel samo svetlobo, brez sporočila, zaradi tega, ker je bil v okvari. Tako se je začel. Ko sem videl ta lightbox, sem šel domov, poslikal ta jumbo lightbox, se pravi glasni prostor z svetlobo. In v bistvu blazno me je potegnil ta slika, ta scena me je nekaj premaknila. In sem začel ugotavljati v bistvu, kaj je zdaj to, kar me intrigira. In v nekaj trenutku se mi je zdelo, kot da mi promotor, v bistvu, kot da mi tale reklamna agencija, da mi zdaj daje svetlobo, da mi daje upanje. Svetlobo mi daje. Včeraj so mi dali telefon, pa pralni prašek, pa pašteto, danes mi daje svetlobo. In v bistvu se mi zdaj perfektno, kako je to lepo. Ampak v bistvu sem prišel na nek način iz teh malih fotke nepomembne, ampak zame pomembno stališče. In da to danes, recimo, jaz, ko gledam fotografske razstave, mene v bistvu dobre fotografije sploh ne zanima. Tako rekoč me ne zanima, ker jih je preveč. In v bistvu vsi lahko naredimo vrhunsko fotko. Jaz imam skoraj 5 let star aparat, ki je že čist zastarel, čist prepočasen, slabo ostri. Tudi jaz se že malo tresem. Hočem reči,
Ampak dobra fotka nas to nič ne zanima, zanima me stališče avtorja. V bistvu me zanima samo še avtor.